Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes vam bomo pokazali hišo z vrtom v Škrbini na Krasu, trende pri opremi kuhinj in stanovanje opremljeno z izdelki slovenskih oblikovalcev. Mlad par je v Škrbini na Krasu predelal staro hišo v svoj dom in ga obdal z enim najlepših vrtov v tem koncu dežele. Borut Benedejčič in Tanja Godnič sta del hiše Borutovih staršev domiselno predelala tako, da ustreza potrebam njune družine. Niso vse stare hiše na Krasu tipične kraške hiše in niso vsi vrtovi na tem koncu značilni kraški vrtovi. Lahko pa tako hiše kot vrtovi služijo za osnovo, da iz njih nastane nekaj novega, uporabnega, lepega. Na Komenskem Krasu leži vaš Škrbina, v kateri domuje mlada družina. Borut si je v hiši staršev uredil ločeno stanovanjsko enoto s partnerico Tanjo. Grem pozvoniti. Tanja, vam je v tej hiši uspelo ločiti stare starše od vas oziroma dve generaciji, brez da bi se nekako motili? Ja, jaz mislim, da je to, da v starih hišah namestimo dve družini, dostikrat problem, prav zaradi teh skupnih prostorov, zaradi skupnega dvorišča, vhoda, stopnišča. Meni, kot nevesti, kot priženjeni, ko se reče, je bil seveda tu velik izziv. In ko se je Borut domislil rešitve, ki jo imamo danes, se pravi, da imamo v eni hiši, na enem dvorišču, dve popolnoma ločeni enoti, s svojim vrtom, s svojim vhodom in svojimi položnicami nenazadnje, je bil to zares en velik dosežek in meni se je oddahnilo in smo z velikim veseljem se lotili prenove, ker smo vedeli, da delamo res nekaj, ko je prav naše stanovanje. V bistvu smo nekako se poigrali tudi z elementi tipične kraške arhitekture in tako naredili eno tako kombinacijo stanovanja z tipično kraško hišo. Hiša je bila nekoč dom družine, ki se ni preživljala s kmetijstvom, temveč z industrijsko dejavnostjo, zato je bila drugače zasnovana. Velika okna in visoki stropi nakazujejo, da to ni bila običajna kraška hiša. Borut in Tanja sta prenovo hiše začela leta 2002 in se v novi dom vselila 2004. Hiša je tlej dom njune družine in Borutovih staršev. Je pa v celoti hiša kamnita. Srečo smo imeli, da so bile samo zunanji zidovi nosilni in tako smo dobili tak velik odprt prostor. Pravi, noter imaš možnosti kombiniranja. Je pa vseeno tukaj en prostor, ki združuje dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo, ne? Ja, v bistvu je bila to naša želja, ne, imeti hišo. Na Krasu, ko prideš v ta osrednji bivalni prostor, se temu reče hiša in tako smo tudi mi hoteli imeti. Seveda nam je pri načrtovanju pomagal Matej Mljač, ki nam je naredil to začetno osnovo. Tudi nam najdel krasne rešitve, tudi se potrudil že s tem prizidkom za stopnišče, da je ga vkomponiral tako, da zgleda res kot ena spahnjenca in v bistvu dodajamo naši hiši, ki ni tipično kraška, neke kraške elemente. Noter smo pa pustili ta odprt prostor, ki smo ga ločili samo z različnimi vzorci tlaka. Tukaj imamo v kuhinji kraški kamen, potem temu osrednjemu jedilnemu prostoru ploščice in v dnevni sobi les. Z Borutom smo se odločili, da bo naša kuhinja živa in da bo dala tistemu, ko je noter, eno veselje in srečo in da bo ga malo poživila in mu naredila te zoprne gospodinjske opravila malo lažja. Tako za hec morda malo, če ne pa nekako si nisva upala barvati sten. Spet zato, ker tipično kraško niso bile nikoli barvne stene, pač pa samo vzorci. Z vzorci tudi nisva nekako dobila nekega vzorca, za katerega bi bila prepričana, da ga želiva gledati dlje časa. Tako da smo rekli, da pustimo stene bele.
Naredimo pa vseeno hišo živahno in najbolj se nam je zdel tak družaben prostor kuhinja in zato smo kuhinjo dali v rumeno in še krasno paše na sivo kamnito barvo in tako ko so tla kamnita, se pravi iz kraškega kamna, tako so tudi pulti sivi, tako da v bistvu pol ta rumeno-siva kombinacija se mi zdi, da tako poživi. Je pa še ena, dajmo reči, finta, ki ste jo uporabili, ne? Pod stopnicami se da spravljati stvari. Je bilo ob tako veliki hiši oziroma prostorni hiši potreba iskati rešitve, da nekako ohraniš več prostora drugje? Ja, v bistvu je tako, da hiša je zares ogromna, ko jo pogledaš od zunaj. Ko smo jo pa ločili, je to pomenilo, da je vsak, se pravi vsaka družina, Borutovi starši in midva na vrhu, dobila funkcionalne površine 70 kvadratov, kar pa ni tako veliko. Sicer tukaj morda zgleda, ker je odprt prostor večje. Sva pa oba mnenja, da moramo v življenju živeti čim bolj skromno in imeti čim manj stvari, zato sva se izogibala omaram. Tako da je v bistvu naše pohištvo zelo omejeno in ga imamo čim manj in je fiksno, kakor se vidi večinoma. Tako da smo v bistvu izkoristili prostore, ki jih imamo za predale in so to funkcionalno zaprte omare nekako. Tako jih imamo pod klopjo, kamor sediš, vse naokoli. Ja, samo pritisneš, se odprejo predali in pod stopnicami. Seveda se v prijaznem kraškem podnebju da večji del leta uživati na prostem, zato so pri preureditvi poskrbeli tudi za balkon. Del vrta pa je namenjen prostorni terasi za počitek. Terasa pod hišo ni edini prostor, kjer lahko domači in obiskovalci uživajo v edinstvenem okolju. Na terasi letna kuhinja, krita zeleno streho, stopnice vodijo na osrednji del vrta, kjer je zanimiv trio gugalnikov. Zmeraj sem si želel zunanje površino, tako da je urejena, da je pravilno usklajena, tudi z arhitekturo in vsemi arhitekturnimi elementi, ki spadajo na nek pravilno postavljen vrt. Jaz sem hotel napraviti čim presežek in tudi uvrstiti določene rastline, ki niso samonikle in niso niti tradicionalne na krasu, v bistvu so na našem vrtu kot nek poskus nekega dela sortimenta okrasnih rastlin, ki naj bi ga v prihodnje zasajevali na Primorskem. Zanimiv je tudi vrt iz tega stališča, ker je samooskrben, se pravi, naredili smo tudi velik vodnjak, ki je pod vrtom, s katerim oskrbujemo čez poletne dni, predvsem drevesa in grmovnice. Zanimiv je tudi iz tega stališča, kjer sem spajal neke tradicionalne načele kraškega borjača. Vsi kraški borjači so večinoma imajo peščene površine, no tudi naš vrt ima več kot polovico celotne površine peščene. Kot uporaben del vrta pa je trata, kjer si lahko privoščimo neko igro oziroma zabavo, kot je badminton. Jaz sem uvrstil trato in predvsem zelo zeleno trato na kras, predvsem zaradi referenc, tako da tudi strankam lahko pokažem, na kakšen način in kako se zaliva trato. Tudi to so neke tradicionalne načele na krasu, kulturne terase so na krasu zelo znane. Zelo znan arhitekturni element, tu gre v bistvu za izkoriščanje nekih neravnih površin z ustvarjanjem teras. Tako pridobimo uporaben prostor, kjer se lahko sprehajamo oziroma ustvarjamo nemoteno. Ta vrt je predvsem razdeljen na 3 različne enote. Ena je peščena enota z zelo veliko pestrostjo rastlin. Vse rastline na tej enoti so odporne na sušne razmere. Ta površina ima tudi središče, kjer imamo te 3 gugalnike, na katere gre 9 ljudi. Služi kot nek prostor za pogovore.
Obdan je s pergolo, zasajen z rozo banksijo, ki bo čez par let tudi služila kot funkcionalna rastlina za senčanje. In tudi določene grede so razvrščene glede na barve in uporabnost rastlin. Tako imamo toplo gredo s toplimi barvami, hladno gredo s hladnejšimi barvami, ko so viola, plava, zeliščno gredo, potem je en vogal, ki ga vidimo v ozadju, sam sem ga poimenoval secesijska gredica, ki so tudi same rastline, ki so bile moderne na začetku prejšnjega stoletja. Potem je tlakovan del ob hišici za spravilo vrtnega orodja. Borut Benedejčič je 3-krat sodeloval na mednarodnih vrtnarskih razstavah v Londonu in vsakič dobil priznanja za oblikovane vrtove. Tudi njegov domači vrt je izviren prikaz združevanja tradicije, ustreznega izbora rastlin za kraško okolje in funkcionalnosti, kar Borut poveže s svojim občutkom za estetiko. Zmeraj je treba iti s časom naprej in težiti k temu, da ohranimo tisto, kar je bilo nekoč, z nekim modernim pridihom, tako da je aktualno tudi danes in za naprej. Po oglasih si bomo ogledali sodobne trende kuhinj in stanovanje opremljeno z izdelki slovenskih oblikovalcev. Kakšne so novosti pri opremi kuhinj? Ste se kdaj spraševali, za kakšen stil in barvo kuhinje se običajno odločajo Slovenci? Več o kuhinjah v nadaljevanju. Je dom brez kuhinje sploh še dom? Doma pripravljen obrok in skupno obedovanje z družino številnim pomenita najlepši del družinskega življenja. Gospa Nataša, koliko različnih kuhinj imate razstavljenih v salonu Lesnina? Približno okrog 100 različnih blagovnih hišnih znamk, kot so Dieterkohl, Novell, Selina, Velnova, Contessa, pa še kakšna bi se najdla. Gospa Nataša, jaz pridem k vam, imam željo imeti novo kuhinjo. Kaj vi potrebujete od mene, da mi lahko pomagate? Kot prvo, nekako vaš življenjski stil, slog, kakšno izvedbo bi želeli imeti, načrt, tloris in potem štart. Za lažjo predstavo, kako je videti nova kuhinja v izbranem prostoru, imajo v salonu Lesnina na Brdu 3D sobo. S posebnimi očali se lahko sprehodite po načrtu kuhinje. Sledijo brezplačne izmere prostora na domu. Da pa bi tudi montaža nove kuhinje potekala brez težav, lahko Lesnina poskrbi za dostavo in montažo ter priklop aparatov. Poleg tega imamo možnost pri nas iz kuhinj izpeljevati oziroma in iz ostalega asortimana tudi dnevne sobe, spalnice, kopalnice, predsobe, ker so zelo močni programi, tako da lahko stanovanje oziroma hišo opremimo popolnoma v enakem stilu. Pri načrtovanju kuhinje moramo upoštevati velikost in obliko prostora. Največ površin potrebujemo za pripravo hrane. Zanemariti pa ne smemo niti zaporedja kuhinjskih elementov in gospodinjskih strojev. Pravilna postavitev nam bo omogočala pripravo hrane brez odvečnih gibov in korakov, s tem pa bomo povečali svojo učinkovitost in hkrati skrajšali čas priprave. Novitete so tele shrambne izvedbe, torej tudi spet soft zapiranje, tudi predalov, višina pečic na dosegu rok, da se ne treba sklanjati. Sam tukaj imam jaz takoj pomislek, ne? Pečica seveda, ko dela, mora biti omara odprta, ampak to se pa ne zdi ravno praktično. No, to se mi zdi pa že praktično. To mi bo všeč. Dobiva pregled, izvedbo, tako da je uporabna varianta. Ja, vidim. In pa majčken skrit in malce se skrije pred pogledi, kakšni obiski pridejo, zapreva in imamo delno pospravljeno izvedbo. To je hitro pospravljeno. Ja, zelo. Odlično. Kaj imamo še kaj novega?
Novitete so tudi v bistvu mogoče tele armature, gibljive, malce višja izvedba, sicer bolj predvidene za kakšne otočne izvedbe, zato ker ima več prostora. Lažje se same kakšen mogoče večji, tukaj v tem primeru je magnetne ali pa potem tudi varianta izvlečnih izvedb. Prednost, še visok posoda, lažje se splahne. Ja, ali pa z otroke si lažje malo igrajo. Tako nekako, ja. V manjših kuhinjah lahko izkoristimo podnožje za dodatne predale. Električne vtičnice so skrite ali potopne. Vsi koti so izkoriščeni z vgrajenimi izvlečnimi policami. Luči so nameščene na napi, pod visečimi omaricami, v omaricah, pod robom pulta in v predalih. Barva svetlobe se lahko uravnava z daljinskim upravljalnikom. Kakšne barve prevladujejo pri slovenskih kupcih? So bolj pogumni ali bolj klasičari? Še vedno so majčkeno bolj klasičari, to pomeni nekako v belih, bež tonih, kakšna magnolija z kakšnim dodatkom lesa, v bistvu dekorja lesa. To gre bolj na modern stil, tudi pri klasiki se uporablja, oziroma kakšne klasične variante s podeželskim pridihom, ki pa so tudi že v modernih sivih, rdečih tonih. In pa za dodatki potem teh marmoriranih pultov, ki so lahko ali v klasičnih laminatnih oziroma izvedbah, lahko je kamen, lahko je granit, lahko je kerok, kombinacija, tako da se dobi malo klasike, malo modernega. Ja, vidim, da ima tudi ta, rečemo temu, malo stilno arhaična kuhinja, vse, kar imajo moderne, samo maske malo drugačne. Točno tako in ravno tako, kot bi rekel, še dodatno kakšna špajza po domače, ravno tako hladilnik, ograjen, se skriva. Tako, in pa spet kot nekak klasičen organizator z dodatnimi predali noter, soft zapiranje, praktičnost. In lepo skrito in uporabno. Ja. Kaj bi moja babica dala, da bi tole bila? Malce moderne klasike. Na pobudo ustvarjalcev oddaje Ambienti je arhitektka Tina Semolič opremila stanovanje v Ljubljani s pohištvom in dodatki slovenskih oblikovalcev. Poglejmo, kako je videti dom slovenskega oblikovanja. Stanovanje veliko 55 kvadratnih metrov je v novejšem poslovno-stanovanjskem poslopju. Njegova posebnost in kvaliteta so velike steklene površine in višina stropov 3,8 metra. V bivalnem prostoru so v niši nad kuhinjo zasnovali galerijo, ki svojo delno stekleno pohodno površino lebdi nad prostorom in ne jemlje dodatne dnevne svetlobe delovnim površinam v kuhinji. Z njo se je stanovanju površina povečala za dodatnih 6 kvadratnih metrov. Gospa Tina, lotili ste se zelo zanimivega projekta. Stanovanje v Ljubljani ste opremili izključno slovenskimi oblikovalci pohištva in dodatkov za dom. Odkot ta ideja? Idejo, da nadaljujemo tak projekt še v Sloveniji, je dal vaša hiša RTV Slovenija. Mi smo v bistvu pred časom v juliju organizirali pop-up flat v Berlinu, kar pomeni, da smo stanovanje opremili s slovenskimi izdelki, ki je bilo za nekaj dni odprto javnosti in so lahko obiskovalci sami doživeli prostor in stanovanje, preizkusili slovenske izdelke, jih prijeli, probali. In kakšen je bil odziv? Dober izdelek, čisto drugače obiskovalec doživi, ko ga vidi v samem stanovanju, in ga lahko preizkusi, se ga dotakne. Ta izkušnja je čisto drugačna kot v salonu, tudi bolj sproščeni so, več si upajo vprašati. Gospod Jure, kako pogosto se zgodi, da vam naproti pride investitor, ki ima izrazit posluh za opremljanje lastnega stanovanja z izključno slovenskimi izdelki? Imeli smo srečo, naleteli smo na par, kateri živi v tujini. Bili so odprti za našo idejo in tako smo se odločili, da bomo nadaljevali v tej smeri in da opremimo stanovanje za slovenskimi oblikovalci. Seveda, vsak investitor se verjetno vpraša, kaj bom imel pa jaz od tega, kako ste ga prepričali?
Prepričali smo ga v tej smeri, da seveda najbolj pomembna zadeva pri stanovanju je lokacija. Ampak poleg lokacije so še drugi faktori, ki vplivajo na stanovanje. Imamo območje, ki se stanovanje nahaja, leto izgradnje stanovanja in predvsem je pa tudi oprema, katera se nahaja v stanovanju, zelo pomembna. Kot vemo, obleka naredi človeka, tako pa oprema naredi stanovanje. In za nekega lastnika, kateri ima stanovanje lepo opremljeno, to pomeni tudi, da lahko doseže višjo prodajno ceno ali pa višjo ceno pri oddajanju tega stanovanja. In ta naj bi bila po vaši oceni kolikšna? Tudi do 20 do 25%, če je stanovanje res lepo izdelano in opremljeno. No, to pa ni zanemarljivo. Vi ste velik strokovnjak tudi za nepremičninski trg, za prodajanje, kupovanje in tako naprej. Zdaj me pa zanima nek zelo preprost nasvet za vse, ki kupujejo ali pa tudi prodajajo stanovanje. Kaj morajo paziti, ko grejo, ne vem, k neki nepremičninski agenciji, da vse poteka tako, kot mora biti, da, ne vem, so papirji urejeni, da dobijo svoj denar in tako naprej. Predvsem se morajo odločiti za agencijo, katera je registrirana za to dejavnost, katera ima licencirane nepremičninske posrednike. Ko se stranke odločijo za nepremičninsko agencijo, lahko preverijo, ali so njihovi agenti licencirani na Ministrstvu za okolje in prostor. Potem pa je naloga seveda vsakega dobrega nepremičninskega posrednika, kateri išče za neko stranko stanovanje, da preverijo, ali je pravno stanje te nepremičnine urejeno, to se pomeni, ali je urejena etažna lastnina, ali je stanovanje vpisano v zemljiško knjigo, ali ima stavba uporabno dovoljenje in pa seveda treba je preveriti, zadnje cajte se blazno kupci bojijo tudi hipotek. Moramo vedeti, da v glavnem 80% stanovanj v Sloveniji je sedaj obremenjeno s hipotekami, ampak če se lotite nakupa preko agencije poskrbimo za vse potrebne papirje, da lahko posel speljemo varno in da je na koncu stranka zadovoljna. Bivalni prostor v sivih odtenkih oživi z dodatnimi barvnimi poudarki in sicer se prepletata barvi hrasta in oreha. Obe vrsti lesa se ponovita v spalnici v obliki svetil, motiv hrasta pa se prek postelje in pručke nadaljuje proti tlom. Kopalnica ostaja v svoji opremi s pohištvom zadržana. Tu sta uporabljena dva multifunkcionalna kosa pohištva, kot je stol LL, preoblikovan v večetažne police, ter tabure Jo, ki lahko služi kot odlagalna polica ali oblazinjen sedež. Zgodbo stanovanja dopolnjujejo poleg premišljene in izbrane razporeditve opreme tudi manjši dodatki za dom ter umetnine, ki prostor še nadgradijo tako, da ustvarijo vzdušje in stanovanje spremenijo v dom. Oprema je bila izbrana na podlagi zasnovanega koncepta stanovanja ter izdelkov, ki so jih povabljeni oblikovalci, podjetja in oblikovalske skupine dali na voljo. Verjetno so številni oblikovalci vseh teh izdelkov, ki jih vidimo v tem stanovanju. Jih je bilo težko nagovoriti, da so se vam pridružili pri tem projektu? Večina oblikovalcev je bila navdušenih, nekaj se jih tudi ni odzivalo na samo povabilo, mogoče so prezasedeni, sploh te se mi zdi uveljavljeni, da se marsikateri ni odzval. So se pa odzvala podjetja, za katere so oni oblikovali, tako da so še vedno tukaj prisotni. Večini pa je se zdel projekt super in spodbuden za njihovo ustvarjanje in da lahko svoje izdelke pokažejo na čim večjih koncih, na čim več različnih načinov, da ni samo sejem, da ni samo salon ali pa revije, ampak mogoče taka bolj pristna izkušnja, da človek sam stopi v prostor in doživi izdelek za uporabo. Kje pa gledalci lahko dobijo vse potrebne informacije, kdaj, kje vas lahko obiščejo? Vse informacije lahko dobijo na naši spletni strani ifielddesign.si in pa na vaši spletni strani. To pa že veste, www.tvambienti.si. Obiski bojo omejeni številčno, zato je potrebna registracija na spletnih straneh, ki bo dostopna na obeh, povezava in je potrebno se prej registrirati. Organizirani bojo tako dnevi odprtih vrat, ki potekajo skoraj vsak dan, in pa dogodki, ki smo jih organizirali v sklopu tega našega projekta Dom slovenskega oblikovanja. Odvijala se bojo svetovanja s področja oblikovanja interierja, opreme in pa svetovanja z področja prenove.
svojega stanovanja in pa nakupov, oddaje nepremičnin, se pravi vseh različnih področji, in pa še malo bolj sproščen program, ki bo zajel uporabo doma, kot so kuharske delavnice in otroške delavnice. Naš namen tega projekta je, da osveščamo in spodbujamo prebivalstvo slovensko k nakupu in pa uporabi slovenskih izdelkov, da se zavedajo dodane vrednosti premišljenega izdelka. S tem pa, ko kupujejo Slovenci svoje izdelke, spodbujajo tudi gospodarstvo in pa vse ustvarjalce, in je to spodbudno prav za vse. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali, kako poteka izdelava fasade s kameno volno, obiskali vrt nad Izolo, kjer rastejo le aromatične rastline, ter sodobno zasnovano hišo v Zatolminu, ki je skladno povezana s tradicionalno arhitekturo.